Lepo pozdravljeni. Za jugovzhodno Slovenijo oziroma Dolenjske in Belokranjske občine je danes pomemben dan. Z novim objektom za mehansko in biološko obdelavo odpadkov, ki so ga popoldne slovesno predali namenu ob Centru za ravnanje z odpadki v Leskovcu pri Brusnicah, bodo namreč na Dolenjskem in v Beli krajini zagotovili samostojno obvladovanje odpadkov, tako pri predelavi, stabilizaciji kot odlaganju. Novi obrat so uradno predali namenu v družbi županov občin soinvestitork, ministra za okolje, podnebje in energijo ter drugih gostov. Spomnimo, pred dobrimi 10 leti so načrtovali bistveno dražji projekt izgradnje objekta za predelavo odpadkov CO2. Tega so občine po zapletih s pridobivanjem okoljevarstvenega dovoljenja prekinile zaradi zamud, ki so ogrozile pridobitev sofinanciranja iz evropskih sredstev. S tem, ko smo prekinili pogodbo za 32 milijonov, je bilo prisotnih veliko tveganj. Danes lahko ugotavljamo, da smo na nek način rešili svoj dolenjski TEŠ, ko smo zgradili nov center za 7,5 milijonov evrov. V tem primeru, tako Macedoniji, gre za zmago Dolenjcev in Belokranjcev. Da bomo imeli eno najnižjih cen na področju ravnanja z odpadki in seveda to je tisto, kar smo bili dolžni in kar lahko danes po 10 letih tudi z veseljem sporočimo vsem našim občanom in občankam. Zagotovo je ta projekt zgled ostalim regijam, gre za enega najbolj sodobnih, trenutno tudi v trendu objektov. Po hierarhiji ravnanja z odpadki bodo postali v regiji Dolenjske in pa Bele krajine zdaj avtonomni. Regija bo s to naložbo še izboljšala učinkovitost na področju ravnanja z odpadki. Nov objekt z letno zmogljivostjo obdelave 25.000 ton odpadkov bo enoletno poskusno obratovanje začel v novembru. Smetarji bojo prepeljali odpadke sem, tle se bojo obdelali, ostanek se bo odložil tle gor zraven na odlagališču in s tem bo zgodba zaključena. Se pravi, prešparamo na časovno transportu, na denarju, ki ga porabimo za transport odpadkov. Ki so jih doslej vozili v Ljubljano. Odpadki, ki se bojo tle obdelovali, so 3 tipi, se pravi mešani komunalni odpadki v letni kapaciteti, kar ima obrat dovoljenje 19.000 ton, kosovni odpadki v letni količini 2.500 ton in biološko razgradljivi odpadki v količini 3.500 ton. Projekt je podprlo 10 dolenjskih in belokranjskih občin. Če se gremo za varovanje okolja, potem je to pomemben dejavnik, da bomo tukaj vse opravili in potem tudi deponirali. Kot regija resnično znamo sodelovati, so bili enotni župani. Seveda pa bi rad poudaril, da če hočemo res dobro ohraniti okolje, je zelo pomembno, da čisto vsaka Dolenjka, vsak Dolenjec res skrbno loči odpadke, ker s tem mislim, da bomo lahko največ naredili. Verjamem, da bo ta center tudi zaživel in da bomo imeli primerno ceno za naše občanke in občane in da bo res ta obdelava res ustrezna in da bomo na koncu vsi zadovoljni. Podjetje Cero DBK je za naložbo pridobilo 6 milijonov evrov kredita, ki ga je zagotovila SID banka, s čimer so razbremenili občinske proračune. Obenem so sodelujoče občine dodale 1,66 milijona.